Dobrodošli in lepo pozdravljeni v bralni polici knjižničarskih polic. Danes sem v družbi profesorice, doktorice Alenke Šauperl in pa soavtorice učbenika Katarine Švab. Kot sem že omenila, jaz sem izjemno hvaležna in vesela, da lahko predstavim nov učbenik, ki je šel za nas knjižničarje, in sicer Organizacija knjižničnih zbirk. Zdaj, ta učbenik je res, se mi zdi, izjemen, ker je minilo že kar 33 let od tega, ne, ko je nastal že podoben učbenik s takšno vsebino. Imam prav? Ja, res. Približno tako dolgo je že, ja. Ja, se pravi, zakaj ste se odločili za nov učbenik? Kaj vas je napeljalo na to? V novem bolonjskem programu imamo predmet Organizacija knjižničnih zbirk zdaj že skoraj 10 let. In od začetka je bilo jasno, da rabimo učbenik. Dolgo časa smo čakali prevod ISBD-ja, ki ga ni bilo. Ampak pač potrebe študijskega programa, potrebe študentov so nas pripeljale do tega, da enostavno moramo napisati učbenik in smo ga. Zdaj, verjetno pa učbenik ni namenjen samo študentom. Ko smo pripravljali učbenik, smo dejansko, vsaj jaz, mislila predvsem na študente. Nisem si mislila, da pri vsem delu, ki ga v priročnike vlagajo v Izumu, bibliotekarji pogrešajo še karkoli in me preseneča, da je povpraševanje po učbeniku tako veliko. Zdaj, jaz lahko iz svoje lastne izkušnje povem, da sem izjemno vesela tega učbenika, ker jaz mislim, ne glede na to, tudi če delaš v praksi, vedno prav pride ena taka zbrana vsebina na eno mesto, ker običajno moramo gledati pa v priročniku, pa v tretjemu, tukaj je pa res recimo na enem mestu posodobljena vsebina, namreč 34-35 let nazaj vemo, da takrat še ni bilo recimo računalnikov, ni bilo katalogizacije v Kobistriju, tako da zato mislim, da je res prav, da je ta učbenik ugledal luč sveta. Hvala. Kakšne so recimo tiste, mogoče če primerjate učbenik, ki ga omenjamo, se pravi osnove knjižničarstva, pa ta učbenik, kje so se zgodile največje spremembe, po vašem mnenju? Saj v intelektualnem delu, v tem miselnem ali pa teoretičnem delu katalogizacije, vsebinske obdelave, pridobivanja gradiva, inventarizacije, izposoje, ni tako velikih sprememb, ampak tehnologija, ki je prišla v knjižnice ravno v tem obdobju, je pa zelo spremenila naše delo. In zato nikakor ne moremo študentom pripovedovati, kako se izposoja ali kako se gradivo obdeluje na starem učbeniku. Rabili smo novega. Zdaj, meni je tudi zelo všeč, ker imate noter tudi veliko enega slikovnega gradiva, mogoče lahko pokažemo, ki je verjetno v pomoč, tako kot ste rekla, študentom ali pa mogoče vsem začetnikom, ki pridejo v knjižnico. Vemo, recimo, šolski knjižničarji so običajno sami v knjižnici, in nimajo mogoče toliko enega suporta sodelavcev, ki bi jim lahko pomagali recimo s temi začetnimi osnovnimi vprašanji. Tako da to se mi zdi res ena taka dobra vrednost. Kljub vsemu je ta učbenik nastal v sodelovanju, Vi ste urednica, mogoče lahko kaj več o tem poveste, koliko časa je nastajal, s kom ste sodelovali? Učbenik je pravzaprav nastajal zelo dolgo. Z dr. Petek sva predmet pač zasnovali iz prejšnjih predmetov, ki so bili z področja bibliotekonomije na starem programu, ampak dejansko nekako na novo. In vedno sva v vseh teh letih imeli mnoge gostje, predvsem gostje, pa včasih tudi goste, ki so prispevali svoj praktični vidik. In vsem tistim bibliotekarjem in bibliotekarkam se res iskreno zahvaljujem, da so
prispevali tako k razvoju predmeta, kot tudi k vsebini te knjige. Če pa se zdaj vrnem k vsebini te knjige, knjiga je pa tudi nastala v sodelovanju predvsem še 3 soavtoric poleg mene. Čudovito ekipo smo oblikovali, Marija Petek, Tereza Poličnik-Črmelj, Katarina Švab, ki je tukaj z menoj. Vsaka je prispevala ne samo k svojemu poglavju, ampak tudi med seboj smo brale poglavja in si predlagale, kaj bi bilo morda dobro še napisati, ali pa prispevale fotografije. Pri fotografijah pa imamo prispevke mednarodne, ne samo domače, ker imamo fotografe iz Združenih držav Amerike in iz Češke, razen tistih, kar smo jih tudi same posnele po svetu. Ne? Tako da tukaj res moram priznati, in pravzaprav je to nekaj čudovitega, kako z veseljem so sodelovali, kako z veseljem so se ljudje odzvali na sodelovanje in kako je pravzaprav bilo žalostno, da sem jaz ravno ta timing, te časovne okvire izbrala, zato ker so nekateri, ki sem jih povabila k sodelovanju, morali odkloniti, ker so imeli druge projekte in niso mogli napisati svojih poglavij. Tako da, če bi bil kakšen drugi časovni okvir, bi mogoče imeli še več sodelavcev, kot jih imamo. Ampak že ta tim, že ta skupina je bila čudovita, z eno čudovito energijo. Jaz mislim, da se to tudi čuti, ko knjigo vzameš v roke in ko začneš prebirati, se res čuti, da ste želeli, da ste pisali za nas, no? Da je res, da ste želeli, da knjiga pride med knjižničarje, med študente bibliotekarstva. In to se je pač pokazalo tudi tako, da je knjiga v bistvu zdaj že v ponatisu, če jaz prav razumem. Ja. No, ne bi smela izpustiti pa obeh recenzentk, doktorice Mirne Vilar in doktorice Eme Dornik. Oni dve sta se izjemno angažirali, da sta nas vse avtorice opozorili na kakšne pomanjkljivosti tudi z svojega vidika. Tako da to je izredno bogato sodelovanje. Upam, da se res to vidi. Ne? Jaz mislim, da se. Z nami je pa tudi dr. Katarina Švab, kot že prej rečeno, tudi soavtorica določenih poglavij. Določenega poglavja. Hkrati, se pravi teoretični vidik kot raziskovalka, po drugi strani pa tudi praktični vidik, ker si tudi knjižničarka na oddelku za bibliotekarstvo. In jaz mislim, da je to taka zelo dobra kombinacija za pisanje enega poglavja takega učbenika. Kaj meniš? Ja, jaz najprej bi rekla eno veliko zahvala profesor Šaporju, ki je v bistvu nas zbrala in me izbrala, da sem lahko sodelovala, ker pomemben je urednik pri takem delu, res, da usmerja, da vidi, kaj želi, kakšen rezultat. Pisala sem poglavje predvsem z namenom, moja ciljna skupina so bili študenti, prikazati nek zgodovinski, kako se je skozi zgodovino ta izposoja vršila, dogajala, in pa prikazati na kakšen način dan danes. Če bi bili usmerjeni v to, da je to namenjeno širši, bolj široki javnosti, bi verjetno tudi to poglavje bilo drugače zasnovano. In verjetno tudi druga poglavja bi bila drugače zasnovana, bi vsebovala verjetno še mnogo drugih vsebin, ki bi bolj mogoče potrjevala, veliko več bi porabili nekih virov znanstvenih, ampak tukaj je šlo res za tak učbenik neke osnove. Tako da jaz verjamem in upam, da v prihodnosti se tudi to poglavje bo predrugačilo, če bo nek drugačen tudi namen. Je pa zelo zanimivo, ker čeprav vem, še ni bilo tako nekako zbranega poglavja prav o izposoji v nekem učbeniku, da je to zdaj recimo prvič, da se je tako napisalo tudi poglavje o sami izposoji, tako da... No, v osnovah knjižničarstva imamo poglavje o izposoji, ampak izposoja je bila takrat ročna in to je bilo čisto drugi svet. Tako, ja. Zdaj imamo pa to avtomatizirano izposojo,
Mogoče zdaj še zadnja informacija, kje lahko knjižničarji, študenti bibliotekarstva, ki nas odgledajo, kje lahko knjigo kupijo. Knjiga je na voljo v knjigarni Filozofske fakultete, to je v pritličju, ko pridete v stavbo takoj na desni. Vabljeni. K nakupu oziroma k izposoji, mislim, da kar v večini knjižnic, upam, vsaj že imajo. Tako da še enkrat najlepša hvala za vaš čas in vaše misli. Hvala tudi vam.